Upam, da se zdaj, vidi, malo me je prej ven vrgel, se oproščam, ampak to je zato, da ni dolgčas. Ker drugače predavanje, kot boste videli, zna biti pa kar malce malo zateženo, ampak taki so lipidi. Gre za to, da bi rad danes govoril o pomenu raznih lipidov pri aterosklerozi in pravzaprav tako izrazito raznovrstnost teh lipidov in kaj se z njimi dogaja. Po eni strani, na primer, vsi pravimo, LDL holesterol je skrajno škodljiv, ampak kot boste videli, ni nujno, da je vedno škodljiv. Včasih ga pa celo rabimo. In za HDL holesterol vedno mislimo, vsi govorimo, to je dober, zdrav holesterol, pa ni čist res. Zna biti tudi škodljiv. Jasno, maščobe, kot vedno znova povem, v vodi niso topne, imajo posebno lastnost in sicer to, da so, kot sem rekel, da so že topne, zaradi tega se morajo prenašati v posebnih delcih, ki se imenujejo lipoproteini. Ti so okrogli transportni delci, to že verjetno veste, da prenašajo holesterol, trigliceride in tudi fosfolipide, pa tudi vsak ima tudi kakšno molekulo beljakovine gor, tako kot je tukaj tak tipična shema enega lipoproteina. Holesterol je voskopodobna snov, za katero vemo, da je izredno pomembna in brez nje živalske celice ne bi mogle preživeti. Zaradi tega, ker holesterol ni samo tisto, kar se kopiči v žilni steni pri aterosklerozi, ampak ima marsikaj več. To je ena stvar. Druga reč je pa to, vsi govorimo, ko se obravnava motnje v presnovi maščob, da je dieta pa telesna dejavnost zelo pomembna. Žal je tako, da je raven holesterola kot takega relativno malo odvisna od prehrane, ampak so zelo pomembne druge stvari. Po drugi strani pa holesterol ima izredno pomembne tudi druge funkcije. Iz njega nastajajo steroidni hormoni, na primer spolni hormoni, vse veste, to so pomembni, kortizol, izredno pomemben. Po drugi strani je ključna pri vitaminu D, žolčne kisline, ki so zelo pomembne za prebavila, zlasti za prebavo maščob in s tem tudi prenos tistih v maščobah topnih vitaminov. Skratka, cela vrsta zelo pomembnih stvari je od holesterola odvisna in ne nazadnje tudi to, da je del procesov celične signalizacije. Seveda, v našem telesu je preko 100 teracelic in te se morajo na nek način med seboj pogovarjati. Po eni strani vemo, da se to s hormoni pogovarjajo, vemo, da se z rastnimi živci pogovarjajo, po drugi strani pa tudi sosede med seboj komunicirajo in tukaj ravno holesterol igra zelo pomembno vlogo pri tej dvoslojni membrani, za katero tudi omogoča, da je ravno prav gibka ob naši običajni telesni temperaturi in da normalno deluje in da tudi te signalizacije potekajo. A smem, jaz sam malo vskočiti. Še vedno smo na prvem slajdu. A ne vrti naprej? Ne gre. Zdaj pa gre. Ja, ne, zdaj sem ga na roko, bom mogel zgledati tako. A zdaj gre? A je šel naprej? Ne. Bom mogel takole delati. Dobre, jaz sem prišel že do tukaj. Tukaj bom mogel pa malo. Dobre, pri trigliceridih smo, ki so ključni kot zagotavljanje energije. Tako, ko se prenašajo v lipoproteinih po telesu do raznih maščobnih tkiv, kjer se potem shranjujejo za 7 suhih let, kot tudi neposredno, ko tečejo s krvjo, se pretakajo po našem telesu in prihajajo v posamezna tkiva, kjer neki encimi odstranjujejo te trigliceride iz teh lipoproteinskih delcev in jih porabljajo za energijo. Tretji so pa fosfolipidi. A se vidi fosfolipid zdaj? Ja, vidi. Okej. No, to je pravzaprav ključna molekula, ki loči tak lipoproteinski delc od
okolice, od tekoče okolice. Je seveda, kot vidite, relativno kar komplicirano, sestavljeno zelo podoben je trigliceridom, s to razliko, da je na tak glicerid namesto ene maščobne kisline vezana preko fosfata ena drug alkohol in to omogoča, da je taka beljakovina, taka molekula je tako imenovana polarna. En del ima rad vodo, drug del sovraž vodo in ima rajš lipide. In zaradi tega tisti del, ki ima rad vodo, to je temu rečemo glava, ta se nagiba proti krvi ali pa znotraj celične, kjer je veliko tekočine, medtem ko tale rep, ta je pa med seboj tako lepo povezan, kot se tlele vidi lepo na tejle slikci, vidite, to je tako imenovana dvoslojna membrana, to so ti repki, to so pa glave in na ta način se en tak obroč naredi okrog tistih notranjosti, kjer je pa drugače holesterol, esteri pa trigliceridi in to se prenaša po telesu. Ali je to pa zdaj spet ne vidite, ne predvidevam, moram spet tako jati. Imamo celo vrsto različnih lipoproteinov. Tisti, ki so zelo pomembni, so tisti, ki so nekoliko manjši in vsebujejo večinoma tudi apoprotein B. To je pa ena posebna beljakovina, ki je zelo značilna ravno za LDL delc. In pravzaprav je ključna tudi zato, da se ta LDL delc lahko odstranjuje iz krvnega obtoka preko raznih receptorjev. O tem bom malo več povedal pozneje. To je tipična schematska slika tega LDL delca, vidite, tole modro, to je ta apoprotein B, potem je trigliceridov, LDL delc ima pravzaprav trigliceridov dokaj malo, večina je sestavljena iz estrov, holesterola, imajo pa v konkretnem primeru enoslojni membrani pa kar ogromen fosfolipidov. Skratka, to je tisto, kar tak delc ovija in omogoča, da gre po našem telesu naprej. Holesterol LDL ima pa še eno posebno obliko, ki se imenuje tako imenovani lipoprotein mali a. Pred parimi leti o tem lipoproteinu sploh nismo govorili, ampak zmeraj bolj se kaže, da je to izredno pomemben, hudoben LDL delc oziroma lipoprotein. Zaradi tega, ker ima tale rep dodaten. Gre za to, da tale rep ima posebno strukturo, ki je zelo podobna eni drugi beljakovini, ki je ključen del pri strjevanju krvi. Če ne bi bilo tega plazminogena, se kri ne bi ustrezno strjevala. In ta apoprotein mali a se imenuje, je zelo po temu podoben in zaradi tega se izkaže, da ima tudi ta lipoprotein mali a številne lastnosti, ki pospešujejo ne samo aterosklerozo, ampak tudi strjevanje krvi. Takole še enkrat izgleda tak, temu rečemo lipoprotein mali a. In vidite, da cela vrsta, to bomo kar skusili, ker je preveč, tega spet vi ne vidite, moram spet takole narediti. Takole moram narediti. Tole ste videli, upam. Zdaj gremo pa na tegale. Skratka, tukaj so te lastnosti, pomembni učinki, ki ta lipoprotein ima in vsi te so pravzaprav v postopku ateroskleroze in zapletov ateroskleroze zelo pomembni. Gre po eni strani ta protrombogena aktivnost, se pravi to pospeševanje strjevanja, po drugi strani pa pospeševanje nastanka aterosklerotičnega plaka, o katerem bom pa zdajle čez nekaj časa malo več povedal, kako te potekajo. In če pogledamo, vidimo, da visok lipoprotein mali a je kar 3-krat bolj aortna stenoza, se pravi zožitev aortne zaklopke, je pri tistih, ki imajo visoko raven tega lipoproteina, je 3-krat večja kot pri tistih, ki tega nimajo
in koronarna bolezen kar 5-krat več. Pa kot če malo naprej vidite, je še cela vrsta drugih stvari, ki jih ta lipoprotein mali A izrazito pospešuje. Tudi tukaj vidite aterogenost, kako je tisti, ki imajo zelo visok lipoprotein mali A proti tistim, ki tega nimajo, kako se poveča ogroženost. Izkaže se, upam, da to vidite, da seveda lipoproteinskih LDL delcev je bistveno več kot tega lipoproteina mali A. Približno 21% ljudi ima povišan lipoprotein mali A, ampak ta LDL delc za tem apoproteinom mali A je kar 6-krat bolj nevaren, kot je ta običajen LDL delec. In zaradi tega seveda se ga kar bojimo. Imamo še hilomikrone, to sem vam že prej pokazal. Te hilomikroni so ekstremno veliki delci, te pri aterosklerozi nimajo kakšnega večjega pomena, so pa ključni pri prenašanju energije ob prehranjevanju. To so tisti, ki maščobe in energijo, ko se mi dobro ne jemo, prenašajo v telo, ne grejo v žilno steno, ampak ko pridejo v jetra, se tam očistijo, grejo v jetra in omogočijo, da začnejo nastajati ti tako imenovani VLDL delci, ki so tudi dokaj bogati z trigliceridi, ampak seveda, če imajo hilomikroni, kar 85% hilomikronov jih imajo, te mislim, da je tam okrog, mislim, da je 55% imajo trigliceridov. Skratka, gre za to, da ta delc je tisti, ki je temelj za običajno tako prenašanje energije po telesu. Je pa že tudi pomemben ta, namreč medtem ko hilomikron ne more iti v žilno steno pa povzročati aterosklerozo, ta že lahko gre, zlasti ko se nekoliko zmanjša. Temu pravimo, ko jih lipoproteinske lipaze to zmanjšujejo in pride do tega zmanjševanja, do take velikosti, da lahko gre skozi žilno steno. In če pogledamo, skratka, zdaj smo pa pri aterosklerozi, tisto, kar sem vam obljubil. Seveda, ateroskleroza je počasi, a vztrajno napredujoč proces. In gre za to, da že na samem začetku, takrat, ko se še ni nič zgodilo, že pravzaprav te LDL delci vplivajo na dogajanje. Gre za to, da LDL delc lahko preide skozi ta sloj endotelij. Vi veste, da vsaka žila ima en sloj celic, ki loči žilno steno od svetline. Temu rečemo endotelijske celice. In skozi te LDL delc lahko preide v subendotelij, temu rečemo, v intimo. Tam se pa začenjajo dogajati pomembne stvari. Namreč gre za to, da ta LDL se začne spreminjati z različnimi molekulami, ki jih je polno ta subendotelij, ta intima, kot so razni kisikove spojine in podobne stvari, ga najedajo v tem smislu, da se spremeni in postane oksidativno spremenjen. In tak oksidativno spremenjen LDL delc vpliva nazaj na to endotelijsko celico tako, da se ta spremeni in začne prav loviti monocite, ki se prilepijo na njo in nato preidejo v subendotelij. In kaj se s tem monocitom, ki se aktivira, zgodi, vam bom pa takoj naprej povedal. Takole izgleda takle monocit, ki se prilepi na žilno steno in potem preide v notranjost iz svetline navznoter. In tam se začne dogajati ena zelo, zelo pomembna stvar. In sicer ta monocit, ki je prišel noter, začne kopičiti te lipide po eni strani iz VLDL-ja, po drugi strani iz LDL-ja in se zmeri bolj napihuje, v njem je zmeri več maščobnih
mehurčkov, rečemo temu, vakuole, rečemo uradno temu, in se začne tudi spreminjati. Pri tem je pa še to pomembno, da se začne takole kopičati pod, to je endoteli, to je intima, to je pa, se začne nabirati tak, kot ene vrste mazol. In to je tisto, kar je zelo pomembno, to je začetek ateroskleroze, temu rečemo maščobni trački, ki izgledajo približno takole, če bi pri enem, ki mu to smolo, da je umrl in nam je dal tale preparat, vidite tele rumenkaste trake, to so maščobni trački, to je kopičenje maščob v subendoteliju. Zdaj pa tega, to upam, da vidite, in to je presek tega, vidite, zgleda približno takole. Sočasno s tem, ko smo spremenili endoteli, pa te oksidativno spremenjeni LDL delci spremenijo makrofage, da postanejo bistveno bolj propustni za LDL holesterol. In tukaj je pa še en hakelc, in sicer to je to, da načeloma LDL prehaja v razne celice z tako imenovanimi LDL receptorji, ki imajo pa to lastnost, da kadar se v celici nabere zadosti holesterola, se ugasnejo, nehajo delati, ampak to velja za nativnih LDL holesterol, tisti, ki je nespremenjen. Če ga pa oksidiramo, tak LDL holesterol v oks-LDL, potem je pa cela vrsta različnih drugih receptorjev, prijemalcev, ki brez te negativne povratne zanke, temu rečemo, začnejo kar brez kontrole vsrkavati LDL delce, in to kopičenje holesterola vodi v spremembo makrofaga v tako imenovano penasto celico. In bolj, ko se to kopiči, večje spremembe postanejo, dokler taka celica ne odmre, temu rečemo apoptoza, in začnejo nastajati tako imenovana nekrotična jedra v žilni steni ali že napredovani plaki. Približno tole zgleda. Vidite, tlele je tole takole jedro, okrog je poln tehle makrofagov, ki so se spremenili v te penaste celice, in to se tam noter kopiči. Če imamo srečo, se ob teh stvarih začnejo dogajati še ene stvari, in sicer, da taki LDL delci, če jih ni preveč, motivirajo, da se začnejo kopičiti gladkomišične celice. Čakajte, kje imam to, ker zdajle imam tole vse malo drugače postavljam. Aha, dobro. To še enkrat pokaže to, kar sem, čakajte, ne vem, a vidite, takole moram narediti, zdaj boste pa videli. Vidite, to je monocit, ki se je spremenil v makrofaga, ki se je spremenil v penasto celico in je šel v to lipidno jedro, tele penaste celice, ki so odmrle, to je, temu rečemo nekroza, pa takole nekrozno jedro sprožijo. In to se počasi veča, počasi raste in napreduje taka ateroskleroza. Še ena slikca, tako malo bolj, da boste videli, kako izgledajo tele penaste celice pod mikroskopom. In pridemo do naslednje stopnje. Seveda te makrofagi, penaste celice sproščajo tudi določene snovi, ki ne samo da škodijo na endoteliju, ampak povzročajo pa še eno stvar. In sicer to, da drugače bom rekel, vsaka arterijska žilna stena ima endotelij, intimo, odspodaj so pa še gladke mišice. In te aktivirane penaste celice in makrofagi, deloma tudi LDL delci, sprožijo, da se začnejo te gladkomišične celice množiti in začnejo prehajati proti površini. In to je načeloma dobro. Zakaj?
Zaradi tega, ker to prehajanje teh gladkomišičnih celic proti površini povzroči, da nastane na takim aterosklerotična spremembo kapa, ki skupaj drži tako aterosklerotično leho in temu rečemo stabilna aterosklerotična leha, ki izgleda približno takole. In vidite, da v taki aterosklerotični lehi imamo ogromen pravzaprav teh apoproteinov, to je LDL delca. Kot sem rekel, na vsakem LDL delcu imamo apoprotein B in vidite, koliko je tega velik, makrofagov je velik in vidite tudi gladko mišične celice. Žal pa tudi v takih zelo napredujočih aterosklerotičnih plakih pride pa tudi do kristalizacije holesterola in to so kot bodice. In to je pa slabo, ker take bodice seveda delajo tudi poškodbo. No? Tukaj jih vidite, pogledajte, so kot trnčki so tele. Ne? Skratka, to je tisto, kar pa po drugi strani slabi tak aterosklerotični plak. To je stabilen plak, ki ima debelost, ta pokrov, to kapo, ampak obstaja pa tudi nestabilni ali temu rečemo vulnerabilni plaki. Glejte, če je klele pravzaprav teh gladkih mišic zelo veliko, tukaj jih je pa zelo malo. In ne samo to, tukaj vidite, so še zelo tele rjave pikce, so pa aktivirani makrofagi, ki pa ne izločajo samo koristnih stvari, ampak izločajo tudi encime, ki razgrajujejo te fibrinske povezave, te neke vrste pletež, ki skuša stabilizirati ta plak. Te jih razkrajajo in to lahko pripelje do hudega zapleta. Tukaj vidite, kako se te stvari, kako se kopič in spet še enkrat isto, ampak gremo dalje. In zlasti te vnetni dejavniki, ki jih tudi te spročajo, povzročajo, da se začne ta kapa razgrajevati in lahko pride potem do razpoka in to pa povzroči nastanek tromba. In to je tisto, kar ljudje doživijo kot akutni koronarni dogodek, to je na primer kot akutni infarkt, to je na primer nestabilna angina pectoris, ki je preinfarktno stanje, ki je vedno nenadno hitro stanje in je življenje ogrožajoče. In kot vidite tukaj od spodaj, pri tem pa spet sodelujejo tudi lipoprotein mali A z to protrombogeno aktivnostjo. Namreč na tem razpoku se začnejo prilepljati trombociti, to so te krvne ploččice, ki izrazito pospešijo nastajanje strdka in to lahko v parih sekundah totalno zamaši žilno svetlino. In pri tem tudi te lipoproteini mali A pomagajo tukaj vidno to, kako to nastane, tudi seveda tudi LDL povzroča aktivacijo trombocitov. Skratka, to je kot nek taka kaskada, kot eksplozija, kot verižna reakcija. LP mali A dela, makrofagi sprožajo, LDL sproža aktiviranje in na ta način pravzaprav v zelo, zelo kratkem trenutku, tako rekoč, pride do nastanka tazga tromba, ki lahko popolnoma zamaši žilno steno in potem imamo pa cirkus. Takole, vidite, takole izgleda, tukaj vidite te makrofagi, ki so razjedli to površino, nastal je tromb, ki se širi v svetlino žile in lahko takole, kot je videti tukajle, ki je tole doživel, pač ni preživel tega, kot vidite. Tukajle noter je prišlo do razpoka te žilne stene in tako je ta človek doživel tak srčno-žilni dogodek, da ni preživel. Tipično to je, na primer, to so
tipične spremembe za nenadno srčno smrt. Hvala Bogu, imamo danes zelo dobre metode. Če uspemo te prve minute prebroditi, lahko z raznimi metodami, kot je koronarografija, pa PTCA, temu se reče perkutan transluminalna angioplastika, tako zaporo preidemo z eno žico, potem damo pa noter en balonček in to razpihnemo in odpremo svetlino, potem damo pa še žilno opornico in se praktično svetlina vzpostavi, in če to dosti hitro naredimo, ne pride do kakšnih večjih zapletov. To je tipično, vidite, tukaj imate takele dogodke, kjer se vidi pravzaprav take normalne koronarne arterije, čakajte, ki imam pa tiste, ki niso normalne, tukaj so pa tiste, kaj pa zdaj to naredili, aha, to so pa, vidite, takole se zož, tukaj pa čisto zamašena in tukaj moramo zelo pohteti, tukaj so to uspeli narediti in tukaj vidite tole, eno tako mrežico, vidite, upam, da se vidi, če takole naredil, se bo boljš videl, tukaj je noter ena taka mrežica, to je stent, s katerim smo stabilizirali tako spremembo. Mogoče še to. Značilno je, da taki akutni koronarni dogodki sploh ne nastanejo na tistih aterosklerotičnih spremembah, ki povzročajo zelo pomembno zoženje srčne žile. Tisti, ki imajo zelo pomembno zoženje srčne žile, imajo ponavadi tako imenovano stabilno ali obremenitveno angino pectoris. Pri nestabilni angini pectoris je pa v veliki večini pravzaprav tlak sploh ni tako zelo velik, ker v 68 primerih, pogledajte, 68%, ampak je nestabilen tlak. To je tisto, kar sem vam prej pokazal. Koč nastane strdat in v trenutku zamaši in to je potem tak akutni koronarni dogodek. Pri tem mogoče bi mogel se splača povedati še eno stvar. Doslej smo govorili o LDL-ju, malo smo omenili VLDL, omenili smo tudi lipoprotein mali A, nisem pa še omenil ene posebne oblike, dodatne oblike lipoproteina mali A. Zakaj je ta pomemben? Ta je pomemben zaradi tega, ker je bistveno bolj škodljiv kot tako imenovani normalni LDL, ki je večji, manj gost, bo tudi povedal zakaj. In tisto, kar je pomembno, je to, da tak majhen LDL imajo osebe, ki imajo sladkorno bolezen, imajo osebe, ki so debele ali imajo prekomerno telesno težo in imajo osebe z kroničnim vnetnim dogajanjem. In tak majhen LDL je na žalost zelo pogosto povezan tudi z manjšim številom HDL-jev, ki so ponavadi še tudi spremenjeni tako, da sploh niso več koristni. Zakaj je taka razlika? Tukaj vidite normalen LDL delec, to je pa majhen LDL delec. In vidite, da pri takem majhnem LDL delcu veliko več tega apoproteina B gleda iz te ovojnice. In ta apoprotein B je tisti, ki se oksidativno najbolj spremeni in ki bistveno pospeši prehajanje teh LDL delcev v katerekoli strukture in to nekontrolirano preko tistih receptorjev, ki sem vam rekel, da se ne utišajo, kadar se v neki celici nabere dovolj holesterola. In kopičijo preko mere, dokler se ne razpočijo. In tukaj je en od vzrokov, zakaj so tudi na primer sladkorni bolniki toliko bolj ogroženi s srčno-žilnimi boleznimi, pa tudi tisti, ki imajo kronična vnetna obolenja, so bistveno bolj ogroženi ravno zaradi teh majhnih, bolj gostih in bistveno bolj aterogenih LDL delcev. Po drugi strani pa vemo še nekaj. Več, ko imamo holesterola, večja je ogroženost. In tisti, ki imajo zelo
govorimo o LDL holesterolu. Tisti, ki imajo LDL holesterol zelo malo, pod 1,4 milimola na liter, tisti ateroskleroze skoraj nimajo. Višji, ko je, večja je ogroženost. In poglejte, pri tistih, ki imajo tam okrog 4 milimole LDL holesterola, to pa danes velja kot zmerno zvišanje. In mimogrede, pri tistih se poveča, tisti imajo kar v 73% imajo že aterosklerozo, čeprav bi človek pričakoval, da sploh nič še nimajo. To je ena raziskava, ki je bila narejena na preiskovancih, prek 4000 jih je bilo, ki so veljali, da so zdravi, niso imeli nobene srčno-žilne bolezni, niso imeli sladkorne bolezni, so bili nekadelci, niso imeli hipertenzije, skratka, bili so stari od 40 do 54 let, se pravi v najboljših letih, ampak pogledajte, če so imeli LDL holesterol 4 milimole, mislim, da v 73 nekaj takega, ne, malo manj je bilo, 68%, malo bi mogel se šteti, no, so imeli aterosklerozo in ker v 12% več povinilo. Se pravi, ne samo na koronarnih arterijah, tudi na aorti so imeli, na vratnih žilah, na nožnih žilah, skratka, na večjih koncih je bila ateroskleroza. In vemo pa to, bolj ko je nekdo ogrožen, večja je tudi koristnost zniževanja kolesterola. Če ima nekdo zelo veliko ogroženost, skratka, da je več kot 30% verjetnost, da bo v naslednjih 5 letih doživel nek večji srčno-žilni dogodek. Če tako znižamo za 2,5 milimola LDL holesterol, preprečimo kar 142 srčno-žilnih dogodkov ali pa 46 smrti. To pa je, in to v 5 letih. To se pravi, da to se pa že splača delati in to govori še za eno stvar, bolj ko je nekdo ogrožen, bolj ga moramo zdraviti, bolj odločno ga moramo zdraviti, da dosežemo to, da pri njih ne bo prišlo do akutnega koronarnega dogodka, da ne bodo imeli obremenitve angine pectoris, ki jih omejuje pri njihovem življenju. In mimogrede še ena stvar, to pa tukaj nisem sicer pokazal, znano je, da če mi znižamo holesterol LDL tam pod 2,18 milimola na liter, se napredovanje ateroskleroze ustavi. To pa povem zato, ker to je eden od zelo pomembnih argumentov, zakaj je treba osebe, ki imajo visok LDL in so visoko ogroženi, zdraviti in to do ciljnih ravni. Tisto, kar je na laboratorijskih listih napisano, tako imenovana referenčna vrednost, to je neumnost. Mi moramo doseči to, da LDL holesterol ne bo delal škode, to pa dosežemo takrat, kadar ga znižamo vsaj pod 2 milimola, da poenostavim, takrat ateroskleroza pri veliki večini ne bo napredovala. Če ga pa spravimo pod 1,4, pride pa celo do zmanjševanja aterosklerotičnih sprememb. Ne tistih, ki so že zelo napredovale, ki imajo že ta nekrotična jedra, ampak tiste, ki so pa manj napredovale in zlasti tiste, ki so nestabilne. Pri tistih pride pa do stabilizacije, se pravi, ta kapa, ki sem rekel, da se, če je stanjšana, se razpoč, pa pride do akutnega koronarnega dogodka. Pri takih, ki jim tako znižamo LDL holesterol, se ta kapa utrdi, stabilizira in na ta način preprečimo akutne koronarne dogodke. Da ni samo LDL holesterol pomemben, da so tudi te VLDL delci, v katerih se prenaša trigliceridi, pokaže pa še tale slajd, to je ista raziskava, ki je pa gledala še tiste osebe, ki so imeli visoke trigliceride in pogledajte, če so imeli tako imenovani zadovoljivo, ne bom rekel normalno raven LDL holesterola, to je pod 3 milimole na liter, pa so imeli visoke trigliceride, pogledajte, 63% jih je imeli večpovirno aterosklerozo in to te osebe, ki niso imeli sladkorno bolezen, ki niso imeli hipertenzije, ki so bile, niso kadile, ki so bile načeloma zdrave, ampak gledajte, v 63%, če so imeli pa še LDL visok, klepa je tistih 72%, da so imeli večpovirno aterosklerozo. Ampak, kot sem čisto na začetku rekel,
Včasih pa lipoproteini niso čist samo škodljivi. Žal je to v veliki manjšini, ampak gre za to, da pri akutnih gram negativnih pa gram pozitivnih bakterijskih infekcijah, na primer LDL delc veže strupene snovi, ki jih te bakterije sproščajo in na ta način zboljšajo oziroma izboljšajo stanje in omogočajo zdravljenje. Nekatere viruse tudi vežejo, parazite uničujejo, neutralizirajo viruse. Vidite, da pravzaprav sem pa kdaj se pa tudi kaj dobrega najde. No, ampak to je tisto edino, kar lahko dobrega o LDL delcih rečemo. In to je morda tudi edini razlog, ki bi rekli, da LDL holesterola nič v krvi, morda pa kljub vsemu ni čist optimalno. No, pa pojdimo še na HDL holesterol, v katerem krožijo številne legende. O njem moram reči tudi jaz vedno govorim kot o dobrem holesterolu, kot o dobrem HDL holesterolu, pa ni vedno čisto tako. Gre namreč za to, da HDL holesterol je dober takrat, kadar dobro opravlja svojo funkcijo. Ta njegova funkcija pa je, da odstranjuje holesterol iz periferije nazaj v jetra in na ta način zmanjšuje aterosklerozo, po drugi pa tudi holesterol odstranjuje iz lipoproteinskih delcev in ga odnaša nazaj v jetra, kjer se razgradi in se odstrani. Skratka, to je tista pozitivna stran tega LDL holesterola. Vidite, takole sem vzpostavil neke vrste kot ena cevka in če je v celici več LDL-ja oziroma holesterola, ga po slovensko rečeno pozavga vase in potem ga odnese. Če pa nasprotno, če ga je pa v celici manj, pa teče v nasprotno smer, ampak običajno je zmeri v to smer. In to je tisto, kar je dobro. Skratka, po drugi strani na ta način, ker ni toliko holesterola in LDL-a, izboljša endotelijsko disfunkcijo, zavira, je protioksidativno deluje, rekel sem pa, da kako oksidativno delovanje uničuje oziroma spremeni LDL delc v to, da je 5-krat bolj nevaren, deluje tudi protitrombotično, popravlja endoteli, spodbuja, da se tam, kjer je premala prekrvavljenost, da se nove žile začnejo tvoriti, deluje protidiabetično, protivnetno in, kot sem zdajle rekel, izloča holesterol. Skratka, to je tisto, kar je zelo dobro pri tem LDL holesterolu. Ampak to je takrat, kadar je holesterol HDL funkcionalen. Žal pa se ta HDL holesterol lahko tudi v različnih stanjih drastično spremeni in ni več funkcionalen, ampak postane celo škodljiv. Zmanjša se pretok holesterola, protivnetna aktivnost se zmanjša in oksidativna zaščita pred to oksidacijo se prav tako zmanjša, s tem, da se sam ta HDL holesterol oksidativno spremeni. In to se pa zgodi na primer pri kroničnih vnetnih boleznih. Takrat vemo, da se v telesu marsikaj spremeni, bele krvničke, nevtrofilci se spremenijo, začnejo sproščati metaloproteinaze, te reaktivne oksidativne substance in še druge stvari in se naenkrat pravzaprav ta HDL oksidativno spremeni. Tipično, na primer, se to zgodi pri sistemskem lupusu eritematodesu, pri revmatoidnemu artritisu, pri psoriazi, pri vseh kroničnih in vnetnih dogajanjih se to zgodi, ker povzroči po eni strani, da se vzpostavijo protitelesa proti HDL, kar pomeni, da je tega HDL manj, po drugi strani pa tudi začne razpadati in to je tisto, kar povzroči lahko, da tak HDL namesto, da bi deloval takole, kot je tule napisano,
pri sepsi, to je pri akutnem vnetnem dogodku, pri kroničnem je ravno nasprotno. Pri akutnem pa, poglejte, ta HDL ponovi vse tisto, kar je, pod narekovaji rečeno, žleht in omogoči, pravzaprav, da taki bolniki, ki imajo ustrezen nivo in ustrezno aktiven HDL, da bolje preživijo sepso. Mimogrede, pri teh je tudi nekoliko višja raven LDL-ja celo koristna, ampak o tem kdaj drugič. To se hotel povedati, kar se tega tiče, ampak zraven mi pa srce ni dalo, da ne bi povedal še eno stvar, in sicer o tem, da je naše društvo pri preprečevanju vsega tega, kar smo se zdajle pogovarjali, učinkovito in da dela dobro. Namreč pred kratkim smo naredili eno raziskavo na 100 več ali manj članih našega društva, ki je pokazala nekaj zelo zanimivega in tisto, kar me blazno veseli in na kar sem, moram reči, tudi res očitno zelo ponosen. Prvo, na tem seveda nisem ponosen. Čeprav je nekaj res, da je tale delež oseb, ki imajo povišan holesterol v primerjavi z zdravo populacijo, kljub samo manjši, kot je, to vam bom malo kasneje pokazal, ampak tole pa seveda kaže, da nismo mi najboljše prepričali naše člane, da ciljne ravni, o katerih govorimo pri visoko ali pa zelo visoko ogroženih osebah, pri visoko ogroženih želimo, da je LDL pod 1,8, vidite, da tega ne dosegamo prav dobro. Pri tistih, ki so zelo visoko, pa pod 1,4, in tukaj smo mi bolj prepričljivi. Zakaj? Zato, ker ti zelo visoko ogroženi so ponavadi tisti, ki so preboleli srčni infarkt, in oni so seveda malo bolj motivirani kot te, ki imaš ti tam neke spremembe, ampak bomo videli, pa veliko ljudi kar nekaj ima. No, ampak to je tisto, nad čemer nisem, na tem sem pa res vesel in ponosen. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa tole. Tale naša raziskava je pokazala, da je seveda Slovenija dejansko del zahodnega kavkaškega sveta. Nisem prej povedal, ampak ta lipoprotein mali A je genetsko pogojen. In kavkaško prebivalstvo ga ima približno v 21% teh belcev kavkaškega porekla ima zvišan LPA. In tudi pri nas, če tole malo preračunaš, vidiš, da je tudi pri nas pravzaprav približno tak delež teh oseb, ki imajo ta LPA mali A toliko naravnan. No, zdaj pa grem še enkrat nazaj, zakaj sem toliko ponosen. Glejte, gre za to, da mi smo pri teh 100 osebah umaknili smo tiste, ki so visoko ali zelo visoko ogrožene, zato ker tam so drugi cilji. Vzeli smo tiste, ki nimajo visoke ogroženosti, in smo ugotovili, da kar 56% takih ima previsok holesterol LDL. Pa boste rekli, to pa ni glih boh kaj. Je in ni. Zakaj? Zato, ker zadnjič, ko je bilo neposredno merjeno med našim prebivalstvom, to je pa na približno 800.000 ljudeh delamo, to je bilo leta 2009, je imel visok holesterol skoraj 66% ljudi. Pri nas jih je pa 56. Dobro, prepričan sem, da nekaj je dejansko tudi naša uspešnost v tem, da smo ljudi osvestili in da se bolj zdravo obnašajo, ampak tisto, kar je pa najbolj zaskrbljujoče, je pa tole. Naša uradna medicina operira številko, da je v Sloveniji oseb, ki imajo zvišan holesterol in trigliceride, vsega skupaj 26%, kar je velika utvara. Zakaj je do tega prišlo? Zaradi tega, ker ta podatek izhaja iz ankete, iz tako rekoč samo prijave. Spraševali so anketirance, ali imajo visok holesterol ali trigliceride, in samo 26% jih je reklo, da imajo visok holesterol. Po drugi strani je pa kar 72% teh istih vprašancev je reklo, da je imelo v zadnjih 3 letih izmerjen LDL, ta lipidogram.
ampak samo 26% jih pa ve, da imajo zvišen. Tukaj gre pravzaprav za eno žalostna stvar, da pravzaprav nismo mi prav dobro, naše javno zdravstvo ni teh ljudi osvestilo, da bi se zavedali, da imajo visok holesterol in da morajo kaj drugega za narediti. Drugo, kar je pomembno, je to, da pri nas je bilo telesno nedejavnih samo 4%. Taki, da so bili res telesno nedejavni. Taki, ki so bili pa 2 do 3-krat tedensko dejavni, je pa pri nas bilo tam okrog 59, medtem ko spet po anketi, pri kateri so pravzaprav rekli, a se zdravo gibljajo, niso pa definirali, kaj je to zdravo gibanje, jih je bilo pa samo polovica. Tretja reč, tobaka. Poglejte, med našimi anketiranci 3% moških, pa 9% žensk, medtem kot med splošno populacijo, smo v anketi, ampak tlele verjetno te ljudje so že vedeli, a kadijo ali ne, medtem ko za holesterol pa morda res niso vedeli. Ampak verjete, 21% žensk kadi. Ne, včasih so moški bolj kadili, zdaj bolj kadijo ženske. Trebušne debelosti je bilo tam 69%, indeks telesne mase pri nas je bilo 55%, medtem ko iz leta 2020 slovenski raziskavi 59%, debelost, se pravi, indeks nad 30 je pri nas samo 16, tle pa kar 20. Tukaj smo zelo dobri. Prehranjevanje pri nas je bistveno bolj zdravo, hrano doseljuje bistveno manj ljudi, vsakodnevno sadje, ogromno ali zelenjavo in zelenjavo. Poglejte, 2/3 naših vsak dan je to. Tisti, ki pa 3-krat do 4-krat tedensko, tisti smo pa praktično pri 100%. No, sadje 4 do 6-krat, to je samo tle v danu in če vidite, to je, če se šteješ, priješ na 90%. In še eno, alkohol. Tukaj pa gre za to nikoli ali manj kot enkrat mesečno, to se pravi, skoraj abstinentov je med našimi pravzaprav zelo, zelo veliko. Tako da lahko rečem, da naša populacija je zdrava in se bomo zaradi tega lahko brez težav temu izognili in postali znova mladi. Hvala lepa. Hvala lepa. V chatu imamo kar nekaj vprašanj že. Ojoj, Ja. no pa dajmo. V društvu imamo novost D-dimer. Ali je preiskava zanesljiva in kako deluje, kaj meri? Lahko ugotovi strdke tudi pri aritmiji. Glejte, D-dimer ni temu namenjen. Pravzaprav D-dimer je namenjen temu, da izključuje. Gre za to, da D-dimer je neke vrste akutni reaktant, je pa pokazatelj res razgradnje strdkov. Se pravi, če ima nekdo ekstremno visok, ta D-dimer je dokaj velika verjetnost, da se dejansko nek strdek pojavlja. In to je običajno, gre za venske tromboze, ne pa za koronarni dogodek, zato ker tisti strdek v koronarkah je običajno izredno majhen, medtem ko tisti v venah so pa veliki in zaradi tega tudi ali pa v pljučnih emboliji, kjer je tudi zelo taka, tam se tudi zelo hitro razgrajuje in zaradi tega se ta dimer zelo zviša. Tam lahko to dobimo. D-dimer je skratka namenjen temu, da rečemo pri nekomu, ki težko diha, ne, vi ne dihate težko, zato ker imate pljučno embolijo, je nek drug razlog. To je negativni napovedni dejavnik. Dobro. Ali je aspirin 100 dovolj dober za raztapljanje strdkov pri aritmiji? Ne, aspirin ne raztaplja. Aspirin preprečuje, da se na recimo takem aterosklerotičnem plaku nastane nov strdek. Prepreči nastajanje strdka, ne pa raztapljanje. Za raztapljanje so druge stvari. Agregacija trombocitov prepreči. In je 100 mg je seveda dovolj. Ja, tukaj bi pa jaz zdaj kar gospoda Černeliča povabila, da on Pove, kaj je vse hotel pove, je precej napisal, pa naj kar vpraša.
Ja, hvala lepa. No, pozdravljeni. Seveda zelo zanimivo predavanje, strokovno, ampak vendarle mene skozi moti to, da v časopisju, v televizijah, lokalnih, pa tudi na javni televiziji je en kup reklam, en kup predavateljev, tako imenovanih, ki seveda trdijo, da nam vse manjka in da moramo kupovati prehranska dopolnila. V bistvu pa ne vemo, kaj je. Obljubljajo, da je pač takoj ozdravje, v 3 dneh bo vse dobro, prečiščene žile, prečiščeno jedra in vse ostalo, ne. In sem rekel, da konec koncev ne bom, se bojo prebrali tudi drugi. Verjetno vi ne uživate kaj posebnega prehranskih dopolnil, vsaj mislim, da je tako, ne. O ja, jaz prehranska dopolnila moje je jabolk, dobro tudi hruška, breskve cvetov tudi rad, grozdja se malo izogibam, ampak te stvari pa ta prehranska dopolnila zelo z veseljem uživam. Je pa nekaj tako, veste, Herta et consortes, to niso predavatelji, to so lumpi, ki lažejo, tako kot laže tudi ta reklama o čisti žile. Hvala Bogu so zdaj končno sprejeli tudi ne vem, to je zakonodaja, da bodo drastično omejili te neumnosti in škodljivosti, ki ogromno škode naredijo, ker okrog prinašajo za velike denarje tiste, ki že itak denarja nobenega nimajo. Razen starejše osebe in tisti, ki to poslušajo in kar reče, televizija je sveta resnica, mi pa vemo, da je tam toliko resnice, ki je v gnoju zlata, ne. Skratka, to je treba zmeri zelo za rezervo vzeti. Prehranska dopolnila in razni vitamini in tisto, kar nam naj bi manjkalo, če se prehranjujemo zdravo, vse to dobimo. So pa določene bolezni, ki to dejansko povzročijo, takrat pa je treba jemati prehranska dopolnila, ampak ne tista, ki se oglašajo preko Googla in interneta, ampak tista, ki so tudi klinično preverjena, ki imajo tudi dejansko tudi take vsebine, ki preidejo v naše telo. Namreč ključen problem vseh teh vitaminov in glutenov in kaj se česa je, da to skozi usta noter, odzad pa ven, ker se ne absorbira. In kaj češ z takimi stvarmi, ki samo čreva pucajo? Ja, a je možno v nekaj letih pričakovati, da bi pa vendarle zdravniki odločali, kaj je pametno vzeti, kaj ne, ne, ker na koncu koncev, po moje, brez analize krvi ali pa brez, ne moreš reči, kaj ti manjka, ne vem. Seveda je, ne, ampak če to berete, a veste, poglejte, te standardi, kaj je normalna raven vitamina D, vitamina B, vitamina A, to so pravzaprav strašno stare raziskave, ki so izhajale iz stanj hudih pomanjkanj. In potem so na temelju nekih preračunavanj prišli do nekih številk, za katere pa nihče ne ve čisto natančno, a so resnične ali niso resnične. Bom rekel zelo enostavno, poglejte, pri vseh teh raznih akutnih boleznih vedno je zraven tudi pomanjkanje vitamina D. Ampak izkazalo se je, da dodajanje vitamina D nikoli ne pomaga. Celo pri osteoporozi je vprašanje, a pomaga ali ne. Tako da to je pri vseh teh prehranskih dodatnih dopolnilih je zelo težko odgovoriti in tukaj vsak strokovnjak, ki kaj da nase, bo tukaj z veliko rezerve odgovarjal. Jaz bi še izkoristil, sem še eno vprašanje kasneje postavil, in sicer na trgu so zdaj raznorazne napravice, ki merijo vse mogoče stvari, od sladkorja do, ne vem, krivulje, opozarjanje na aritmijo. Zdaj vprašanje je to, pa niti niso tako drage, ne, ali je to smiselno sploh nabavljati ali ne, ali pa to vodi dejansko v povečan pritisk pacienta ali pa neke vrste hipohondrijo. Kaj menite? Poglejte, pri teh napravah je tako, malo denarja, malo muzike. Dobre naprave marsikaj tudi dobro naredijo. Na primer za motnje srčnega ritma. So nekatere naprave, ki ti zaznajo, da se nekaj dogaja, potem se moraš pa z drugo roko dotakniti te napravce in naredijo enokanalni EKG. In to je dobro. Po drugi strani imaš pa
tudi ure, ki ti ritem, pa kaj se in kaj še vse delajo, ki temeljijo na plethysmografiji. Tukaj je pa ogromen napak. Zaradi tega, ker malo ura fovš gor daš, pa bo vse drugače. Tudi, kadar je zelo sončno, pa če je zelo vroče, če imamo kosmato roko, če imamo znojno roko, to vse povzroča napake, tako da to so mogoče neke vrste opozorila, vedno pa je treba to potem tudi dodatno potrditi z verodostojno metodo. Ja, hvala lepa, hvala lepa. Gremo naprej. Ali drži, da ob jemanju statinov obstaja možnost za demenco? Ne. Mislim, možnost za demenco, pardon, obstaja, ampak ne zaradi statina. Mislim, gre za to seveda, demenca je pač neke vrste degenerativna bolezen, ki jo marsikdo ima. Ampak da bi statini pospeševali demenco, to pa ne. Nasprotno, izkazalo se je, da statini celo ščitijo proti demenci. In druga stvar, včasih se je rekla, da je zelo nizek holesterol povezan z demenco. Ne, ni res. V nekih raziskavah 28,000 ljudi je bilo noter. So ugotovili, da pri tistih, to so jih z biološkimi zdravili zdravili, pri tistih, ki so imeli ekstremno nizko raven LDL holesterola, 0,4 milimola, to je blazno nizko, so imeli manj kognitivnega upada kot tisti, ki so ga imeli, ki so prišli na 1,7. Kako se ugotovi, da je HDL disfunkcijski? Ali mi to lahko ugotovijo v moji ambulanti v laboratoriju? Težko. To so raziskovalne metode in se jih rutinsko ne opravlja. Tako da tega žal ne. Ve se pa, da če ima nekdo kronično ledvično bolezen, njegov HDL ne bo tak, kot bi moral biti. Ve se, če ima nekdo lupus, če ima revmatoidni artritis, če ima neko psoriazo in podobne stvari, verjetno pri njem HDL ne bo opravljal tiste funkcijo, ki jo primarno ima. Zanima me, prosim, če jemljem Eliguis 2,5 mg za rečenje krvi in ali sem zaščitena? Poglejte, te nizke odmerke se daje pri določeni skupini ljudi, običajno pri tistih, ki imajo tako imenovano periferno arterijsko bolezen. To je preventivni odmerek in svojemu namenu zelo dobro služi skozi študije. Če pa tromboza bila odzadaj in se zaradi tega jemlje, ali pa če je atrijska fibrilacija in se zaradi tega jemlje, pa 2,5 po navadi ni dovolj, razen pri nekih posebnih izjemah, ampak to je pa že pol. To se pa v antikoagulantni ambulanti potem odločijo, ampak drugače pa običajno merjec tam 2,5. Kaj narediti pri navidezno zdravem človeku, ki ima lipoprotein mali a visok in ima normalen LDL, in kaj pri človeku, ki ima povišan LDL? Glejte, pri vseh, ki imajo visok LDL, je treba narediti vse, da vse potencialne dejavnike tveganja zmanjšamo na minimum in da živimo čim bolj zdravo. Gibanje, zdrava prehrana, pestra prehrana, veliko sadja, veliko zelenjave, adijo, dim tak ali drugačen, izogibati se je treba polucije. Vse te stvari je treba skrbeti. Naprimer, če se intenzivno telesno gibljamo, ne ob prometnicah, ampak je v naravo, preč od prometa, preč od teh mikrodelcev. To je tisto, kar lahko naredimo. Žal trenutno kakšnega pametnega zdravila za LP mali a ni, so na poti, ampak jih še ni. Če imaš pa visok LDL, je pa treba seveda zdraviti. Zato pa imamo dobra zdravila, zelo učinkovita zdravila, in če vse skupaj popravimo, lahko za 85% zmanjšamo LDL. Katere parametre je potrebno spremljati pri krvi, poleg spremljanja HDL, LDL in skupnega holesterola? Odvisen za kakšen namen. Seveda, zelo pomemben je tudi, kakšen je krvni sladkor. To je tisto, kar je pomembno. CRP nekateri tudi delajo, to je pokazatelj kroničnega vnetnega dogajanja.
če se zdaj samo o aterosklerozi pogovarjam, tudi anemijo moramo preverjati. Mislim, tukaj je, če bi hodil vse gledati, je zelo veliko. Ampak temeljne preiskave so pa tako imenovani lipidograf, se pravi skupni holesterol, trigliceridi, HDL, LDL se običajno izračuna, krvni sladkor, pa tlak se je treba meriti, to je tisto, kar je treba gledati. LP mali A pa danes seveda priporočamo, mimogrede, tudi mi znamo kaj takega narediti, na našem društvu, pa ProBNP, ampak to je od tem drugično. Ampak v naši preventivni, v naši tej ambulanti marsikaj lahko naredimo in za člane pravzaprav cene so dokaj ugodne. Kako preverjati lipoprotein mali A? Samo preko krvi, drugače žal ne gre. To je odvzem krvi in se določi. Kako vpliva stresni holesterol na višino? Zdaj nam tukaj malo težav, ker ne vem, kaj je to stresni holesterol. Načeloma je tako, da kronični stres, pod kar marsikaj spada, lahko predvsem deluje dolgoročno na trigliceride, na LDL niti ne. Deloma vpliva tudi na to, ker kronični stres povečuje tudi kronično vnetje, da so tudi LDL delci spremenjeni lahko. To je tisto, na kar deluje. Mimogrede zdaj tudi te majhne goste LDL delce zdaj pri nas tudi na naši kliniki določamo, tako da to je, ampak če se ne znamo še čisto zelo pomagati, ker ne vemo, kaj moramo narediti, da se bo njihova raven spremenila in kaj tista številka takrat pomeni. Lahko vam povemo, kot je, ampak kaj zelo interpretirati pa še ne znamo. Je priporočena najvišja meja LDL? Pri komercialnih odvzemih krvi navajajo, da je meja največ 3,3 milimole. Kot sem prej rekel, mi ne govorimo več o normalni vrednosti, ampak govorimo o ciljnih vrednostih. In velja, da pa pri popolnoma zdravih osebah, ki nimajo nič drugega, želimo, da je LDL holesterol pod 3 milimole. Pod 3 milimole na liter. Pri tistih, ki so zmerno ogroženi, pod 2,6. Pri tistih, ki so visoko ogroženi, pod 1,8. Pri tistih, ki so zelo visoko ogroženi, pod 1,4. In ker imamo te različne vrednosti, pri tej analizi naši nisem gledal teh visoko pa zelo visoko ogroženih, ker je cilj čist drug. Po jemanju statinov imam bolečine v sklepih in mišicah. 2-krat so mi že zamenjali zdravila, stanje je sicer boljše, bolečine pa ostajajo. Kako ugotoviti, kateri statini so za nekoga bolj ali manj primerni? Tukaj, pri tej stvari si pravzaprav nimamo za pomagati drugače, kot da poizkusimo. Temu se reče re-challenge. Se pravi, ko ob nekem statinu nastopi nek neželeni stranski učinek, predlagamo taki osebi, da za 14 dni ta statin opusti in se opazuje, a se je ta stranski učinek, a je ostal, a je izginil ali celo napredoval. Če je izginil in se je po 14 dneh, ko začnemo znova jemati statin, pojavil, potem je povezava skoraj je dokazana. Če pa ni izginil, potem pa zelo velika verjetnost je, da ta neželeni stranski učinek ni povzročen z statinom in lahko z njim načeloma nadaljujemo. Kakšno preventivo priporočate? Splošno. Kot sem prej rekel, preventiva je zdrav življenjski slog in odpravljanje vseh dejavnikov tveganja, na katere lahko vplivamo. Tlak, sladkor, lipidi, debelost, kajenje. Na te lahko vplivamo tudi pri raznih vnetnih obolenjih, lahko z raznimi zdravili, tudi to nekoliko omilimo. Je pa res, da imajo tista zdravila, ki jih jemljamo pri vnetnih boleznih, tudi kakšne stranske učinke, ki tudi malo na lipide delajo. Tako to je tisto, ki je klasično. Ampak dejansko
jabolk na dan odžene zdravnika stran, ne. To je tisto, kar je pomembno, zdrava prehrana, redna telesna dejavnost. Mimogrede, 14 dni redne, nekoliko bolj intenzivne telesne dejavnosti izboljša endotelijsko disfunkcijo. To je tisto, kar sem vam rekel, ko se začnejo te žile spreminjati, da se kar te monociti kar lepijo na njih in se spremenijo in začne prehajati v žilno steno. To se že v 14 dneh spremeni. To je to. Kaj menite o kardioziologiji? Umetna inteligenca za EKG. No, zdaj, nisem vedel, kaj je to kardioziologija, no zdaj vem. Poglejte, pri teh stvarih je spet tako. Z umetno inteligenco se da marsikaj narediti, zlasti pri EKG-ju, ki je nek zapis, ki ga lahko ta umetna inteligenca odlično analizira, skoraj boljše kot človek. Vendar pa mora za tem stati zelo obsežen inštrumentarij preiskav, ki so neke spremembe v EKG-ju definirale in povezale. In umetna inteligenca to lahko med seboj poveže in ti da kar dobra in zelo koristna napotila. Seveda je pa prav, da se o tem potem pogovorite tudi z nekom, ki se na stroko spozna, zato ker tudi EKG se lahko zmoti. Imaš motnje noter, napačne posnetke in to umetna inteligenca lahko, ni pa nujno, da prepozna. Tako da vedno je še zmeraj, tako kot pred ChatGPT-ju, moraš pogledati, kaj ti je napisal in dostikrat vidiš, da se je kar zmislil. Pri teh stvarih velja podobno, zmeraj s ščepcem soli, ko grano sali, se treba te stvari gledati. Je pa zelo dober pripomoček, nedvomno. Zdaj v chatu ni več vprašanj. Mogoče, če kdo želi še osebno zastaviti vprašanje, lahko. Vprašanje. Gospa piše, jemala sem statine, ki mi niso ustrezali, sedaj pa jemljem ezetrol tablete. V čem je razlika? V delovanju. Statini delujejo tako, da zmanjšajo nastajanje holesterola v jetrni celici. Ko ta jetrna celica to zazna, sproži nastajanje LDL receptorjev, to je tisto, kar sem vam prej pravil. In se na njeni površini začne nabirati več teh LDL receptorjev, ki posesajo LDL iz krvotoka. Medtem ko ezetimibe deluje pa v črevesju tako, da zavira prehajanje holesterola iz črevesja v telo. Čist drug mehanizem. Tam je pa rekel, nimam pa enzima, to je čist popolnoma različen. In tudi tukaj je razlika pomembna. Namreč gre za to, da ko statin zavre sintezo holesterola v jetrni celici, zavre tudi nastaje nekaterih drugih snovi, ki so sicer pomembne v mišicah. In načeloma statini zelo selektivno delujejo v jetrnih celicah, ampak ne izključno. In pri tistih, ki ne izključno v jetrnih celicah, če tudi v mišičnih, tisti pa imajo potem lahko tudi težave z temi mišicami. Pa še eno vprašanje, zakaj aspirin 100 ni dober za aritmijo? Zaradi tega, ker drugače bom rekel, če gre za atrijsko fibrilacijo, to aritmijo, tam nastane v srčni votlini lahko nastane strdek. Tega aspirin ne more preprečiti, ker aspirin zavira trombocite. Prilepljanje trombocitov na endoteli, tam, kjer se je izpostavil, in na ta način tam prepreči aktivacijo trombocitov, ki potem seveda tudi tromb naredijo, ampak gre predvsem za agregacijo trombocitov. Medtem ko za preprečevanje strka kotanska moramo pa vzeti antikoagulantna zdravila, to so pa te Eliquis, Xarelto in podobno. Dobro. Ima še kdo kakšno vprašanje?
Hvala lepa. Potem smo zaključili. Lepo se zahvaljujem. Lep večer. Ja, Hvala enako. lepa. No. Nasvidenje. Ja, No, ja, Lahko vse dobro. nasvidenje. Lahko noč. Lahko noč in vse dobro. Hvala Vse vam. dobro. Ja, Hvala, lahko noč. ja. Hvala. In nasvidenje. Nasvidenje. Videnje, adijo. Svidenje.